Je rekel si, čakaj, Mucek, kaj pa naj zvem, mogoče ti je v naročje šel, pa se hotel polulati. Ne, ta Mucek je bil zdaj Aljaž, recimo. Klele pa zdaj, kako bi temu rekel, hodiš po zelo tankem ledu. Sem hotela glih reči, ja. Ja, gospodje, smo nazaj, ne, pomostičili smo, kar je bilo, smo se spočili. A seveda. Ja, mislim, kakor kdo, ne. Dajmo tako reči, če ne citiram Janija Kovačiča, skupaj smo polnili praznike. Dobro, da so končani. Ja, mislim, zajeten kos vsega imamo, kar je v planu za debatirati. Jaz sem vas, sam to bom rekla, neskončno pogrešala. Tako da se totalno veselim vaših modrih misli, ki bodo sledile v naslednjih minutah in bom rekla, Antiša, kar priprav se urah, ker je veliko. Odštevam, ja. Štefi, mi smo tudi opazili, da manjkaš, ne. Pred nami je častna naloga. Politika me sicer kar zanima, pa v mladosti tudi lepa dekleta. Sej vam vidim v očeh, me zdi neverjetno. Ker si bil mlad, pa nisi ravno. Tako lepo govori, da bi sladkorno dobil. Toliko iskrenosti. Jaz še nisem dobil prostora za repliko, tako da si bom vzel majčkan več. Upanje umre zadnje, a ne? To je LDGD, podcast, ki nikogar ne podcenjuje in ničesar ne jemlje preveč resno. V imenu svojih najbližjih in v Božjem imenu vas pozivam na lov. Mene nihče ne bo prepričal, da krave preveč prdijo. Takole, po špici pa rečemo, da smo LDGD, Antiša Korljan, privatnik.si, potem Andraž Zorko Valikon, Aljaž Pengovitenc in Nataša Briški Metina Lista. Gospodje, sestavljene koalicije, a smo za to, da s tem začnemo, pa da vidimo, kje smo, pa da najtrši oreh stremo že takoj na začetku. Šefica, kdo bi ti ugovarjal? A se strenjamo, ok. Dajmo, pa dnevni red. Sestavljene koalicije, kje smo. Torej, predsednica ni v prvem krogu predlagala kandidata za mandatarja, ker po posvetovanjih ni od nikogar dobila 46 glasov. Reakcije na to so bile različne, ampak zdaj teče drugi krog za predlaganje kandidata. Lahko ga spet predlaga predsednica, lahko pa poleg nje tudi poslanske skupine ali najmanj 10 poslancev. Časa imajo do 20. maja. Kaj bomo gledali do 20. maja, pa imamo seveda pol postavke posebej. Interventni zakon oziroma ukrepi, opozicija, ampak kaj bomo, kar se sestavljene koalicije tiče, po vašem gledali do 20. maja. Zdaj vmes je bilo glasovanje o zakonu o vladi, zakon je bil sprejet, vsi na desni so glasovali za. Janša je tem, ki so glasovali za, poslal izhodišča koalicijske pogodbe. Rekel je, da sicer ne bodo sestavljali vlade za vsako ceno, ampak kaj bomo zdaj gledali po vašem do 20. maja? Andraž, recimo. Enkrat za spremembo, jaz sem pa računal, da bo Antiša. Ja, sej zato, ker si mi požugal si mi prejšnjič in sem si zapisala, ne pozabi naslednjič Andraža podsukati najprej. Dobro, to je bilo malo. Izvoli. Ok, jaz mislim, da nič bistveno drugačnega, kot smo gledali do zdaj, ne? Se pravi, kaj smo gledali do zdaj? Neko sprenevedanje, ki sem ga dal celo bizarko prejšnjič, ne? Mi ne bomo sestavljali vlade za vsako ceno, mi ne sestavljamo vlade, vmes se pa sprejme nov zakon o vladi, pa se pošlje koalicijska izhodišča, pa se reče, bomo poslali izhodišča vsem, ki bodo potrdili zakon o vladi in tako naprej, ampak mi še vedno ne sestavljamo vlade in sploh ne za vsako ceno. In jaz mislim, da bo šlo tako naprej do enega lepega dne, koliko je zdaj to, koliko bo to lep, ne vem, ampak ko bo kar naenkrat ta vlada, ne, ki se je izrisala že s koalicijo ob potrditvi Zorana Stevanovića na mesto predsednika državnega zbora, potrjena. In pa bo rekli, se v bistvu nismo sestavljali vlade, pa se ne vemo, če smo, vlado imamo, ampak gleda, ker nas želih proste, pa ker je država v taki buli, taki banani, da res moramo prevzeti to odgovornost, težko nam je, ampak ja, bomo rešili to državo in ta rešitelj seveda ne bo nihče drug kot Janez Janša, bo pa kar naenkrat vlado potrdila. Točno tako, absolutno. Točno tako, kot je kolega Andraž zdaj opisal. In ključno se mi zdi beseda, ki si jo uporabil, in to je sprenevedanje. Ne?
Mi to gledamo, gledajo nas v oči, ne, govorijo neke stvari in mi naj bi tem stvarem verjeli. Meni se zdi to fascinantno, kako dober želodec moraš imeti, da pač recimo razmeroma inteligentne ljudi podcenjuješ do te mere, ne, da delaš vse za to, da lahko vlado po svoji meri oblikuješ, ne, hkrati pa trdiš, da tega ne počneš. To je meni fascinantno. In tukaj verjetno bomo do tega še prišli, ampak tukaj je bilo zelo veliko enih besed snedenih in pojedenih, med drugim tudi to, da SDS ne bo oblikovala šibke vlade in jaz se zdaj retorično sprašujem, kakšna vlada pa je drugačna kot šibka vlada, ki temelji na tem, da pravzaprav stoji ali pade v odnosu oziroma s podporo ene stranke, ki je načeloma v opoziciji. Govorimo seveda v resnici Zorana Stevanovića, ampak do tega bomo vendarle sklepam, da še pridemo. Skratka, to, kar gledamo v zadnjih tednih, ni nič drugega kot oblikovanje šibke vlade. Meni tukaj pride na pamet samo star jugoslovanski vic, ki smo že v teh zgodovinskih praznikih, ker ne vem, nekdo je dobil v roke novorojenčka in ga potem predal staršem, rekoč, ove, če biti političar. A kako znate? Pa gleda pravo v oči in sere. Ja. Zdaj, Janša, torej prihodnji mandatar, čeprav še ni uradno mandatar, je poslal ta izhodišča za oblikovanje koalicije za uspešno Slovenijo. Zdaj, glavni poudarki iz tega so, poudarjajo to učinkovitost, pa decentralizacija, pa nacionalna identiteta, in sicer manj države, več pobude posameznika, družina, demografija. Skratka, oni so vse to uskladili, brez nekih težav je šlo. Tako ena Slovenija kot startup. Zdaj pa, kar mene še zanima, velike težave so z razumevanjem, kaj je, težave. Kaj je koalicija, kaj je opozicija. Stevanović, predsednik Resnice, vodja Resnice, ki je hkrati predsednik Državnega zbora, je rekel, mi ne bomo šli ne z Golobom, ne z Janšo. Dobil je koalicijsko pogodbo in rekel, da, izhodišča, da so pretty much to, kar oni pričakujejo, ampak mi vlada ne bomo. Kaj je problematično ali pa zakaj je problematično, ko se ne ve, kaj so, ko podpirajo, pa ne podpirajo. In tukaj predvsem žmik na kdo bo vodil KNOVS, pa nadzor nad javnimi financami, pa kdo bo sebe nadzoroval in tako dalje. Zakaj je problematično, kje so oni? Največ je Resnice in Stevanovića, vsaj v medijih. Zakaj je to problematično, če oni ne grejo zraven, pa grejo zraven? Jaz mislim, da to, kar praviš, Nataša, če samo na zadnji del tvojega ekspozeja se odzovem, Stevanovića je res veliko v medijih. In jaz mislim, da se mu bo relativno kmalu to začelo odbijati v glavo. Zato, ker se bo izkazalo, da veliko več od tega, da je treba delati za ljudi, to je fraza, ki jo ponavlja skozi vsak intervju 3 do 5 krat vsaj, ne bo, se bojim, da ne bo imel zapovedati, in bo se izkazalo, da je to en velik PR-ovski ali pa marketinški ali pa kakršenkoli že trik oziroma nateg, cela zgodba okrog stranke Resnica. Tako da jaz mislim, da se bo, ko bojo do njega prišli svetovalci, da mu bodo rekli, mogoče predsednik pa kakšno pojavljanje manj, bi bilo dobrodošlo. Viš, ampak to temelji na domnevi, da je Resnica normalna stranka in da je Zoran Stevanović v narekovajih normalen politik. To dobiš,
če v parlament dobiš influencerja. On mora objaviti 3 do 5 na dan, ker če ne, ni zdrav. On more govoriti te slogane, zato ker pač govori v hashtagih. On ne zna delati drugače, kot to, da je pač njegova ekonomija so lajki in share in tako dalje. To, kaj bo on naredil za ljudi, ne bo nič. Vprašanje ni, kaj lahko Zoran Stevanović naredi za ljudi, vprašanje je, kaj lahko ljudje naredijo za Zorana Stevanovića, če si sposodam Kennedyja. In se pa strinjam s tabo, da se mu bo točno to odbilo v glavo, pa ne zato, ker se ga bodo ljudje naveličali, ker seveda se ga bodo ljudje naveličali, še vsakega influencerja so vse, odbili se mu bo v glavo zato, ker mu bojo ljudje, njegovi koalicijski partnerji, na neki točki servirali njegove izjave, ki mu bo zmanjkalo prostora, na katerega se bo lahko umaknil, češ, nisem tako mislil, sem mislil malo drugače. Jaz mislim, da gre tukaj za načrtno spuščanje megle. Da to ni zdaj neki, jaz ne vem, kaj sem. Ne, on točno ve, kaj je. On je tukaj podporni steber vlade Janeza Janše in dlje časa, kot se bo delo neumenga, dlje časa bo to dvoumnost lahko vzdrževal. Jaz sem predsednik državnega zbora, ampak hkrati sem v opoziciji, ampak ne v resnici, ne zato, ker vas imam jaz stokrat, pa ker zato demokratičen ne bom dal svojih ljudi v KNOVS pa Komisijo za nadzor javnih financ, kar je informacija, kot danes to snemamo. Kdo ve, kaj bo do naslednjega tedna. Skratka, vsa ta ambiguity, vsa ta nejasnost ima en sam namen in to je, da se onemogoča oziroma ovira normalno vzpostavljanje demokratičnih vej demokratične oblasti. Oziroma, kot je temu rekel Steve Bannon, flood the zone with shit. Tukaj vidimo, kako to zgleda in kaj se zgodi, če dobijo taki ljudje vzvode oblasti, oziroma kako že pravijo, elect clowns face with a circus, ali kako gre že. Reče se, da prazne flaše najbolj donijo. Nataša, ne gre samo za to. Tip ni neumen. Tudi. Ni neumen. Ne. Dejstvo je, da ima sicer to sem stokrat že ponovila. Niti ni neumen, niti ga ni za podcenjevati in dober retorik je. In vsakič znova kot takšen ga daš pred mikrofon, ki je tako, kot si ti zelo dobro rekel, ki je influencer, on rabi 10 objav na dan, zato da ga algoritmi postavljajo više, da dobiva lajke, da dobiva vse to. In bom ponovila, kar sem prejšnjič rekla. Škodo dela s temi nastopi funkciji, škodo dela državi in škodo dela, kar si zdaj govoril, demokratičnemu procesu. Jaz imam tukaj samo eno pripombo, oziroma, ki je mogoče malo vezana na ves ta postopek. Mislim, da se bo treba navaditi, da so se pravila, kaj je to, se pravi, rules of engagement, ne vem, kakšen je lep slovenski izraz, so se malenkost spremenila, spet. Že Janših je spremenil, ko je zapolnil zakonodajni postopek na začetku prejšnjega mandata s tistimi 37 predlogi zakonov, pa referendumi, pa tako dalje. Zdaj so se očitno še malo bolj spremenila, da zdaj po novem se delamo tudi, da poslovnika ne znamo brati. Pa vokabular obstaja, samo 300 besed je v besednem zakladu Zorana Stevanovića, in teh 300 besed potem non-stop reciklira, ampak kaj sem hotel reči? Ne vem, kaj sem hotel reči. Preden ti razmisliš, bi jaz samo mogoče z Natašo se za en trenutek ne strinjal. Namreč, Nataša, jaz mislim, da v tem trenutku Stevanović vendarle ni naredil še ničesar, za kar bi lahko rekli, da je pa to bilo izrazito škodljivo. Vidiš, to sem hotel upamati, ja. Načeloma in da bi recimo to bilo škodljivo za demokratični proces. Jaz mislim, da je bil v bistvu v svojem delovanju doslej zelo zadržan, hkrati pa seveda do neskončnosti sprenevedal s to svojo pozicijo, da on pa v bistvu ni del koalicije oziroma del oblasti. Čakajte malo. On je predsednik državnega zbora, številka 2 človek v državi. Če to ni oblastniška oziroma oblastna funkcija in če to ne predstavlja oblasti, potem jaz ne vem, kaj jo. In tukaj lahko jaz samo nadaljujem, ko je nekdo na takšni poziciji, se mi zdi, da morajo tudi veljati druga pravila obnašanja in javnega komuniciranja. In tle se začne najprej z besedami, čakaj, da začnejo delati. Andraž, ti si hotel nekaj dodati? Ja,
to, kar je Antiša omenil, sem hotel dodati. Sem bil zdaj zelo pozoren, ko je šel na prvi tak večji, odmevnejši obisk v tujino in to je bilo srečanje predsednikov parlamentov evropskih v Kopenhagnu, če se ne motim. Ja. In sem zelo pozoren na to, kaj bo tam prišlo, kakšne izjave so prišle. In zdaj, če ga gledaš na tej splošni ravni, na evropski ravni, na tej ravni institucije kot take, je bil on povsem dostojen zastopnik, ki je rekel, da podpira trdno Evropo in gor dol ne vem kaj. Medtem, ko je menda na socialu za svoje sledilce dodal tudi, da je bil pa prvi med tistimi, ki je omenil potrebo po suverenističnem nastopu, oziroma po suverenih evropskih državah. Upam, da nisem zdaj kaj narobe povedal. Skratka, on počne na socialu ali pa na drugi strani v klasičnih medijih v pojavljanju, v Odmevih recimo, točno to, kar mora, točno to, kar on govori in dela točno to, kar mora, da na eni strani igra to funkcijo predsednika državnega zbora z enim samim jasnim ciljem, da na njej ostane do konca mandata in to je tudi tisti razlog, zakaj on bo podprl vlado Janeza Janše, ne zaradi česa drugega. Na drugi strani pa za svojo ciljno skupino komunicira na način, prek seveda, on je na Facebooku v glavnem, na način, da ne samo da ohranja, po mojem mnenju, tudi da ta njegova podpora začne rasti, ker on je zdaj v ekskluzivni poziciji, da lahko nastopa z vsem tem, čemer je do zdaj, z pozicije predsednika državnega zbora. To je popolnoma druga igra, kot je bila prej, ko je bil nek neuspešen kandidat za župana iz Kopra, ki se je na določenih protestih javljal in tako naprej. Kranja, ne Kopra. Kranja, kaj sem rekel? Kopra, ja. Kopra, ja. No, pardon, Antiša, se ti globoko pravičujem. Ja, res ne. Glej, po eni strani, po drugi strani pa, veš, ta isti dualizem smo mi videli že ravno v primeru Janeza Janše, kjer je bil pač njegov Twitter account nekaj čist drugega kot njegov Facebook account in kot potem njegove javne nastopanja. In zdaj vprašanje je, who's the real Slim Shady, who's the real Zoran Stevanović, in jaz bi rekel, da je ki ga vidijo njegovi sledilci, bolj resničen kot tisto, kar on dela v teh javnih nastopih, pri čemer bi rahlo cinično ali pa ne tako rahlo cinično dodal, da nastop v Kopenhagnu verjetno je posledica tudi tega, da je bil izven svojega elementa, ker veš, vendarle so bile tam velike živine, on je pa pač en bogi stevo v eno številko promehnem rekelcu, zato da bolj nabildan zgleda in pa če mal ni soduke, vsaj za enkrat na začetku, veš, je normalno, da se človek rab, da se mal znajde. Ampak še vedno, jaz mislim, da so se pravila igre spremenila in ker sem se vmes spomnil, kaj sem hotel povedati, recimo, meni ni čist jasno, zakaj recimo Svoboda ni podprla sprememb zakona o vladi. Ker bi na ta način Janšo prisilila, da jim pošle izhodišča za oblikovanje koalicije. Čisto v smislu, če se že gremo to igro, se pa jimo do konca. A jim ni poslal? Vse tudi njim poslal, ker oni so glasovali za zakon o vladi. Svoboda? Oni so, ne Svoboda, resnica jaz sem rekel, da meni ni jasno, zakaj je Svoboda ne poslala. Ker se mi zdi, da če se že gremo na to sprenevedanje, potem se pa dajmo vsi sprenevedati. Pa naj se opozicija zdaj dela, da je ful konstruktivna in potem zraven skače, zakaj pa nas niste nič vprašali. Ker drugače jih bodo zdaj, že zdaj so jih skoraj so jih odstavili pri Knovsu in pri javnih financah, pri komisijah in šele potem, ko so oni dojeli, kva se zares dogaja, so naredili tak džumbus, da se je celo stevo vsaj za pol koraka omaknil, čeprav spet vejca, bomo videli, kakšen bo dejanski predlog, ker tudi to, kaj nekdo reče, pa kaj se pa zgodi, kot vidimo, ni linearne povezave, tako da se do konca se ne bo vedel, kakšna bo sestava teh komisij. Samo en footnote, Svoboda ni podprla, ni bila pa tudi proti temu zakonu. Oni so se vzdržali. Oni so rekli, da ne bojo nagajali. Tisti, ki so tam bili, ker Levica je bila pa proti. Tisti 4 glasovi proti so bili Levica. No, meni se sam še stavek od Stevota, pa gremo pol dalje, se še vsem zdi, da nekdo na takšni poziciji, da ni tako zelo fino in primerno, da 10-krat na dan mal po domače razlaga na družbenih omrežjih,
kako pa kaj. Ne. In pol je bila rdeča obleka brez rokava od Urške Klakočar Zupančič problem. Ne? Tisto je bilo največje. Ja. A je kdo, mogoče ste se sprehodili čez izhodišča, kaj se napoveduje, kakšna Slovenija bo, ko ta izhodišča so sprejeta? Antiša, si uspel kaj jeti čez? Ne. Kakšna nisi? Jaz sem jih videl. Jaz sem jih tudi videl. Cedilo se bo... Imate kakšen krajši komentar na to temo? Ja, seveda. Izvolite, Andraž, izvoli. Ja, mislim, zdaj, če govorimo o dokumentu, ki ga je dal ven kdo zdaj, čakaj sem malo, da se nam kaj... SDS, Koalicija za uspešno Slovenijo. Aha, ne, tega pa nisem videl. Jaz sem videl neka druga izhodišča od demokratov, se mi zdi. Oziroma tega trojčka. Ne, tisto je drugo, tisto je interventno. Jaz se pa sem ta izhodišča videl, ker sem imel blazen užitek biti zadnjič na Odmevih pri Rosviti Pesek, priporočam. Skratka, kako ne rečem, papir, ne, oziroma spletna stran prenese vse, cedila se bosta med in mleko, Slovenke bodo rojevale stotine otrok, ki bodo tako rekoč čez noč rešili demografski problem, ne bo nam treba pripeljati tuje delovne sile tudi za najbolj osnovna delovna mesta, gospodarska rast bo pač kar nastala. Slovenci se bodo trumoma vračali domov in prispevali gospodarske rasti samo zato, ker bodo imeli socialno kapico. Tam je pa všeč, ne, zdaj, če niste zaznali, ne, hashtag sarkazem, ampak tisto, kar mi je bilo res všeč, mislim, da je točka 15 ali 16, nekaj tako prav, odnos do zgodovine, ne, točka 16 je to. Ja, osamosvojitev. Ne. Una, ki pravi, z razumevanjem in naklonjenostjo in nekim odpuščanjem moramo gledati na naše predhodnike in od naših potomcev pričakujemo, da bodo tako gledali na nas. Pri čemer se mi postavlja vprašanje, kaj točno vse mislite zajebati za to, da si že vnaprej pišete odpustke? Ne, jaz sem šel vmes prečekirati, jaz sem ta pravi dokument mislil, jaz sem videl to in sem ga tudi prebral, dejansko sem ga prebral. Tako da tudi odprt, ti lahko točko 16 preberem, če želiš, ker si nič ne zgrešil. Ampak ne, dokument v celoti je, veš kaj še, Nataša, ne? Prva, oziroma in tudi draga kolega, ne? Prva in 20. točka je nekaj, s čemer se lahko absolutno strinja čisto vsak. Ne? Ker je tako napisan, da pač težko kdorkoli temu oporeka. Ne? In to sta sedaj prva in zadnja točka. Potem imaš vmes, koliko je to, 12, ne, 20 minus 2, se pravi 18 točk, ne, od katerih je večina napisanih tako generično, pa ne rečem, da jih je pisal AI, sploh ne, ampak tiste točke lahko podpiše praktično vsaka stranka, ker ni odvisno, kaj tam odpiše, ampak kako bo to nekdo interpretiral in uresničeval. Ne. So pa not 4 točke, ki pa so recimo po mojem absolutno nesprejemljive za kakršnokoli levo liberalno usmerjeno stranko. Ena je točka 4, ki zelo jasno postavlja delo v funkcijo kapitala. Mislim, tle, če to Levica brala, so jim sigurno vse kocine v luft skočile, da ne govorimo o kavčih. Potem imaš pa še točko 15, 16, 17, to so pa te, okrog te, ki jo Aljaž omenil, 15, ki se začne, družina je temeljna celica družbe, ne bom nadaljeval. Domovina Slovenije je naš skupen dom, ok, sem nadaljeval. Potem pa, tle Aljaž, tle je to, ja. Cenimo našo kulturo in tradicijo, hvaležni smo našim prednikom za ustvarjeno. Spoštljivi smo do njihovih naporov in njihovih žrtev. Zdaj se takoj postavlja vprašanje čigavih naporov in čigavih in katerih žrtev. Potem je točka 16, o kateri si že govoril, ki govori o zgodovini, kjer je zelo pomemben poudarek je, da bodo gradili na družbenih temeljih, ki nas povezujejo, ampak pazi zdaj to, da bodo v spredje postavljali tiste zgodovinske dogodke, ki so nas združevali, in ne tistih, ki so nas razdvajali. Zdaj si pa lahko zelo enostavno predstavljamo, kateri zgodovinski dogodki to po njihovo so, tisti, ki so združevali in ne razdruževali. In potem je še 17. točka rešitev za demografski problem Slovenije in Evrope, ni v priseljevanju itd. Skratka, 3 točke, ki so izrazito v nasprotju z vsemi liberalnimi pogledi na karkoli. Skratka, če pa rečem v enem stavku,
Če pa rečemo v enem stavku, pa tako malo mešanica gospodarskega liberalizma, konzervativnega pogleda na družbo, pa ta retorika, veš kaj? učinkovita država. Ne, Nataša, veš kaj je fora? Da vse ostale točke so take, kot sem prej rekel, da si jih lahko interpretiraš na tak ali pa drugačen način in ni zdaj to, da je tam nek strašen, ne vem, neoliberalizem not ali pa ne vem kaj. Ne? Razen tiste omenjene točke 4, ki pa zelo jasno postavlja, da je delo funkcija kapitala. Ne? Ampak edine točke, ki so pa res konkretne, kjer se pa že zdaj jasno vidi, kaj bo koalicija počela v tej smeri, so pa te točke 15, 16, 17, ki so pa spet izrazito ideološke. Spravi, vse ostalo, kar je konkretno, gospodarstvo, zdravstvo in tako naprej, to lahko napiše katerakoli stranka, vključno z Levico, in pravi, za te bomo mi stali in bomo to. A ne? To bo Aljaža zdaj zelo bolel, ampak to je spet še en dokument, ki bo mal za okras, ki ga bojo pol podpisali. Pol bomo pa na eni točki down the road poslušali, ja, ampak v koalicijski pogodbi ste to, pa niste tega naredili. Zdaj te moram pa jaz dopolniti, oziroma oba moram dopolniti. Prvič, Andraž, točka 15 je tisto, na katero sem se jaz skliceval, namreč zadnji stavek je, prizanesljivi smo do njihovih dejanj, se pravi dejanj prednikov, saj enak odnos pričakujemo tudi od naših potomcev. Skratka, dobesedno, kaj mislite za jebati, zato da zahtevate prizanesljivost naprej. Nataša, to ni koalicijska pogodba. To so izhodišča. Vem, da so izhodišča, ker sem tudi sama omenila. Ampak to se bo preselilo v eni fazi, se bo to, ali misliš, da se ne bo preselilo v koalicijsko pogodbo? Zdaj imamo Mikle spet se malo sprenevedata. In tukaj pa Anže Logar pa Janez Janša, ker je bodoči premier rekel, da bo trajalo približno en teden. Anže Logar se je pa postavil na zadnje noge in izkazal svojo neodvisnost in ločenost od orbite SD in sem rekel, ne, trajalo bo 10 dni. Okay. No, skratka, ne bo trajalo en teden, trajalo bo 7 dni. Skratka, to izhodišča so usklajena, kot je napisan. Potem je pa Janša rekel, da bodo potem nadaljevali usklajevanje področnih programov za naslednja 4 leta in šele, ko bo to usklajeno, podpisano in sprejeto na organih strank, ki so pripravljeni sodelovati, pride na vrsto usklajevanje in sestava nove vlade. Zdaj pa mene to pripelje do zakona o vladi in načrtovanega zmanjšanja števila ministrstev iz 20 na 15. Meni so, moram priznati, v tem kontekstu najlepše argumentacije, ki grejo v smeri, da racionalizirajo sestavo in funkcioniranje izvršilne oblasti v Sloveniji in predvsem veliko se mi zdi, ali pa jaz mogoče to malo bolj slišim, kako super, iz 20 gremo na 15, se pravi, bomo zmanjšali število zaposlenih, ker državna uprava in sploh javni sektor to golta denar, in vse bo bolj učinkovito, prišparali bomo manj, to je to. Ampak ni, zakaj ne bo, Antiša? No, vsaj zato, ker ljudi, ki ta hip delajo na 20 ministrstvih, ne moreš zmetati službe. Tako da v praksi se bo nekdo z, ministrstva za, solidarno prihodnost, se bo preselil na ministrstvo za delo, recimo. Tako da število zaposlenih v državni upravi mislim, da se ne bo bistveno zmanjšalo. Za tistih morda nekaj 10 funkcionarjev pa se seveda državni aparat bo zmanjšal, ampak veste, to je tako zanemarljivo, da se pravi 5 ministrov, 5 generalnih sekretarjev, 5 ali pa ne vem koliko je že 10 državnih sekretarjev, pa mogoče pomagite mi kakšen direktor direktorata ali pa kaj podobnega, ampak to je ob desetinah tisočev ali koliko je ljudi v državni upravi zaposlenih, je to povsem zanemarljivo. Morda bo do neke mere lažje usklajevanje na vladi oziroma med ministri, zato ker jih bo pač 15 na mesto 20. Je pa res, da je treba tudi počakati. Mi smo epizodo zmanjševanja števila ministrstev že doživeli pred približno 4 leti, pa se je potem stvar vrnila, pa smo šli spet na 20. Ja, to sem. Ko začenjaš nekaj, si poln elana, hitrih, dobrih rešitev, ki se potem morda ne izkažejo kot najboljše in najhitrejše. No, predvsem se mi zdijo to res samo predstave za javnost, ker ljudi ne morajo vršiti
kar na cesto, ampak bo šlo za, ne vem, bo pa druga sorta ministrstva. To prišparali ne bodo nič, ne. Jaz bi samo rekla, da čez pol leta bi bilo za vprašati Ministrstvo za finance, čisto za občutek, da vemo, kaj to prinaša za sabo, koliko je bilo denarja potrošenega, ker seveda bo prišla na sceno upravna inšpekcija. In potem imaš ljudi, ki so zaposleni in zavedeni, ne vem, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, potem pa tega ministrstva ne bo, bo pa nekaj drugega in bo avtomatsko bodo mogle se prenehati zaposlitve oziroma bodo mogli to urediti, ne. In kako bodo to urejali? Pol, a si predstavljaš vse te, ker bo spet treba teči ta krog menjave napisov, papirjev, z glavo, kartic, računalniški sistemi, odpravnine, ki jih bodo mogli dati, ko bodo komu skrajšali, sploh recimo tem direktorjem direktoratov, ne. Tako da tega pol leta bo sigurno zelo drago stalo, ljudje bodo nezadovoljni, mi je pa tudi popolnoma jasno, da se stvari spreminjajo, da znova vlada ima pravico preoblikovati, da tudi časi se spreminjajo, ne, pa je potrebno mogoče pač kakšno drugo ministrstvo danes, kot je bilo, karikiram, pred 50 leti in tako dalje, ne. Ampak ne pasti na foro to, da se bo kaj prišparalo ali pa da bo kakšen manj zaposlen. Tako, minimalno. Ampak veste, kje je problem tukaj? Mislim, in o tem sem sam že večkrat govoril, pa tudi tukaj smo se o tem pogovarjali in tako naprej, ne. Spet smo priča temu, da oni, ki pridejo na novo, razgrajujejo vse, kar so oni prejšnji naredili, ker so prejšnji ravno tako razgradili oziroma v veliki meri razgrajevali tisto, kar so predprejšnji, to so pa isti, ki so zdaj na oblasti, če ste mi sledili, ne? Oziroma ki prihajajo na oblast. In to je, a veste, to je čez palec rečeno 1 leto porabljene energije in tudi ne na zadnje časa. Ne, ampak a veš, sej tudi te papirji z glavo, No, pa to lej, je tudi vse zanemarljivo v vem, resnici, ne. zanemarljivo, ampak a veš, Ampak- eno z drugim. Ne, jaz govorim pa o človeški energiji, jaz govorim Seveda. o resursih, ki jih obremenjuješ, vsakič znova jih obremenjuješ. Predstavljajte si, da si tam tako ene 3-4 nivoje pod ministrom in dobivaš na 4 leta nalogo, da razgrajuješ tisto, kar si delal pred 4 leti, no, ne nazadnje. Veš, da se mečkaj naveličaš seveda, tega, pa se ti zdi malo blesno, ne? Odpuščanja, Saj mislim- ponovne zaposlitve, bo pa lepa priložnost, da se nastavijo svoji kadri. Izvoli, Aljaž. Ja, hotel sem za to reči, čisto tehnično, mislim, da ima vlada po nastopu funkcije 6 mesecev ali 1 leto možnosti, da Nekrivdnih. te glavne Je- operativce iz nekrivdnih Ja, razlogov, ja, veš, 1 leto. šefa policije, vodi direktorata in tako dalje. Tako da, kle v redu, ne? To je darilo Gregorja Viranta slovenske državni upravi. Ampak drugače pa tako, mogoče vendarle treba biti toliko pošten in si reči, da je, a veš, organizacija vlade vedno odraža tudi politične prioritete vlade. Ne, a veš, Robert Golob je dal 20 ministrstv ne zato, ker se njemu zdelo, da ima premalo ljudi okoli sebe, ampak zato, ker so bile take politične potrebe njegovih 2 koalicijskih partnerjev, po domač povedano, ker bo treba več ust nafutrati, oziroma več ljudi je hotel biti pač na tem v vrhnem sloju ministrstva, oziroma vlade. Kar se pa tiče dela samega, je pa Antiž v bistvu izpostavil glavni problem. Ne? To, da morajo potem ljudje, ki so zdaj leta dolgo delali na enem projektu, pa jaz sem prepričan, da je slovenska izvršna oblast niže dol, da je ta uradniški sloj čist dovolj sposoben za to, da to državo upravlja na dnevni osnovi, da dejansko vejo, kje so stikala, kje so puščice, kaj treba pritisniti, kje je gumbi in tako dalje. Ne? Ampak da oni dobijo zdaj komando, zdaj deli A, ne? Zdaj pa naslednja komanda je ne samo nehi delati A, ampak A rasuj, pa pol začni delati B. Ta del je večji problem kot to, proti katero ministrstvo zdaj kakšen direktorat spada, ker sej so ti ljudje veterani, sej razumejo, ne, da vsake toliko se jim pa tudi vizitka spremeni, pa sej je bilo verjetno itak cajt, Zdaj, nisem zdaj hotela seveda banalizirati, da je stvar v tistih listih na papirjih, ampak samo poudariti, da ta argument, kako bodo iz 20 na 15 krčimo, nič se ne bo krčilo v smislu financ in v smislu ljudi. Absolutno. Nič. Drži, to čist drži, a jaz hočem samo to reči, da je v resnici tudi ne razumem, zakaj se je treba, spet smo pri sprenevedanju, ne? Pač povej,
To so naše politične prioritete. Zato, ker, ne vem, ker se nam zdi sindikalno gibanje brez veze, zato smo mi zdaj bomo dali delo pod gospodarstvo. In to je največje sporočilo te nove koalicije. To, kar je Andraž pa rekel, tako zvani neoliberalni element teh izhodišč. V redu, pač si to naredil. Bomo videli, kaj bo iz tega nastalo. Tako kot je Andraž v 90-ih šel v politiko, je treba iti v politiko. Ne gre Tisti je bil sindikat. Oni delajo zdaj. Nisi všel, bil vlada. Ampak ti si bil bolj sindikalna organizacija, kot pa politika. Pol kasneje je bila bolj politika. Sej kaj pa je. Vlada je pa tudi bolj kot sindikalna organizacija, saj obnaša se tako. No, se pa Andraž, veliko se seveda zdaj iz desne, ki še ni na oblasti, opažamo izjemno dinamiko pri zaposlovanju za nedoločen čas posamičnih ministrstev, kar se seveda zgodi pri vsaki vladi, vsakič znova ta krog tečemo, tako da ta ni nič posebna. Kako pa komentiraš, Andraž, da zdaj seveda ne vemo še, kdo bodo ministri in to, ampak se je pa vodja, predsednica SLS, že mečkam postavlja Tina Bregant, da želijo za svojo stranko eno ministrsko mesto. To sem pa prebral. Zdaj, iz 15, zdaj bo pa kar težko to, ker zdaj pa res, kot je Aljaž rekel, njih imel 20 za 100. A ni v neki univerzi, ki je krožila neka razporeditev ministrstva, ni tam nekdo že noter, mislim, da je bilo predvideno, da bo eno mesto nekdo iz Fokusa, dobil pa nekdo iz SLS, ASS. Ja, sem se veš, ko smo v takih časih, da tisto, kar se reče, ni nujno, da pol na koncu kaj je, ne? Ja. Jaz ne vem, to dvigovanje, ko se je glasu, ne? Glasov, kakorkoli. Če drugega ne, morajo to narediti zaradi lastne volilne baze. Zavedajo se, da so njihovi volivci, ki jih je bilo že kar nekajkrat zapored premalo za vstop v parlament, pa vendarle bili tudi zelo pomembni pri osvojitvi enega dodatnega, bom spet poudaril, sedeža, ker je to edina razlika med NSI 4 leta nazaj in trojčkom letos. In ti nekako drugega ne preostane, da malo na glas to poveš, tako se mora vsake toliko časa že logar oglasiti pa povedati par stvari za to, da pač pomiri lastne vrste. Bi pa sklepal, gleda to, tista prva varianta, ki je zaokrožila, je imela celo tako razporeditev, da ne bi imela SDS manj kot polovico ministrov, kar je zanimivo. Sicer mi je zase zadržala vse te glavne, tako imenovane državotvorne, ampak je bila pa zelo radodarna pri ministrstvih, kjer so velika sredstva in posledično pipce, kot se jim reče, tudi do ostalih dveh koalicijskih partnerjev potencialnih, in predvsem ne bi imeli večine na glasovanju, če se pač sploh lahko računa s tem, da bi se kdaj na taki vladi, ki bo vodil Janez Janša, upal kdo kako drugače glasovati, kako bo on rekel. No, mislim, da Janez Janša ne bo pustil niti teoretične situacije, da bi bil lahko preglasovan, tako da tiste znam lahko kar pospraviš v okrogli fasciku, kot se temu reče. Bolj, ko se bo bližal tisti dan, o katerem smo na začetku govorili, ti si rekel 20. maja, kako že, ko bojo iz unga ne sestavljamo vlade in nič ne bo, ne bomo, bomo naredili vlado, ampak seveda, ker je pa zdaj to tako drastično, moramo pa to narediti tako, da bo prav, in ta prav pa vemo, kaj bo pola. Tako. No, sam to, oprosti, Čaršija, menda naj bi bodoči premier ne bil najbolj navdušen nad Tino Bregant osebno v vladi. Da je kle problem. Ne toliko, da bi SLS ne imela člana vlade, ker v končni fazi Fokus ima že predsednika državnega sveta in ga bo očitno še naprej imel. Ampak tako, da je kle na osebni ravni ne bi bile pač neke neprijetne iskrice in da je to kamen spotike. Okay. No, kamni spotike. Predlog zakona o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije, tako ful je veliko slišati na temo razvoja Slovenije. Torej, to je predlagal tako imenovan tretji politični blok, in sicer gre za paket davčnih, gospodarskih, socialnih ukrepov, s katerimi, kot pravijo, predlagatelji želijo razbremeniti ljudi in gospodarstvo ter spodbuditi konkurenčnost države. Zdaj, čist na hiter, kaj so glavni ukrepi?
nižji DDV za osnovna živila, pa uvedba razvojne kapice pri socialnih prispevkih za visoke plače, ugodnejša obravnava normirancev in malega gospodarstva, zamiki nekaterih prispevkov, na primer dolgotrajna oskrba, pa več fleksibilnosti v zdravstvu, tudi glede dela zdravnikov pri zasebnikih. Zdaj, podporniki iz gospodarstva pravijo, da je skrajni čas in nujno in da niti to ne bo dovolj, ampak ajde dober štart. Kritiki, to so pa predvsem sindikati in od strank političnih levica, so pa že skočili in se že napovedujejo kar dost vroči časi. Upravičeno ali ne? Kaj misliš, Antiša? Ja, stvar je zanihala, Je, ne? ne? Če smo imeli prej, ja, seveda, ne, če smo prej zlivali denar v javni sektor in se zviška pogovarjali o tem, kaj bo kakšen ukrep pomenil za gospe in gospodje v upravah zavarovalnic, ne, je stvar seveda dosti pričakovano oziroma dosti logično zanihala v, bom rekel, v propodjetniško oziroma progospodarsko oziroma, kot se rado reče, liberalno smer. Mene to ni presenetilo, ne? To je samo pač reakcija na popolno oziroma v veliki meri popolno ignoranco, ki smo podjetništva oziroma potreb podjetništva, ne spomnimo se na štempljanja in tako naprej, ne, ki smo jih bili priča zadnja 4 leta. Tega so zelo veseli, ja. Ja. To štempljanje je zelo dobro sedlo, ja. To je bilo, No, pa, to je bilo a veste, Eno saj od- ni samo, eno saj ni od, samo seveda. štempljanje, pa je, mi smo tukaj, se mi zdi, 3 SP-ji, Ja. ne, pa mi vsi Pa trije božičnice, vemo, pa pa tamle je pa en zaposlovalec Andraž, ne, pa mi vsi znamo povedati, za koliko se nam je približno obvezne obveznosti, da tako rečem, ne, koliko so se nam zvečale. Recimo, če ne vem, pred 2 ali pa pred 3 leti, ne vem, kdaj smo že ukinili tisto dopolnilno zdravstveno zavarovanje, seveda smo ga vsi plačevali, ampak lahko bi se odločili, da ga ne bomo, ne. No, zdaj ga moramo, samo reče se mu drugače. In tako naprej, no. Ne. Pa božičnica, kot si rekla, Nataša, Ja, pa štempljanja, ja, pa tako. tako naprej. V bistvu se nihče ni ukvarjal s tem, kaj to potem pomeni v rovih in na terenu, ne. To je bilo sporočeno, to je bilo naloženo in izvrši pa se žali. No, zdaj imamo odklon v drugo smer, zdaj bomo, ne, jaz mislim, da v imenu poštene igre, mislim, da moramo počakati, da bomo videli, kako se bodo stvari materializirale in kaj bodo pomenile v vsakodnevnem življenju. Bi pa opozoril na današnjo novico, ne, da so, tik pred snemanjem sem jo prebral, da so pa parlamentarni pravniki, ne, se pravi parlamentarna služba za zakonodajo, razbila ta omnibus interventni zakon Ja, to so pa tega dali desnega trojčka. negativno Ne. mnenje že nekaj dni Ja, nazaj, tako da zdaj bomo morali videti, kakšna bo pravzaprav usoda tega Ampak, interventnega Aljaž, zakona. ti mogoče imaš, ke te stvari bolj z veseljem spremljaš, ne. Tam ni prvič, ampak zdaj je recimo pravno-zakonodajna služba Državnega zbora dala negativno mnenje, da ni pač nič novega, da nič tako zelo Ja. nujnega in gor dol. Ni prvič in ni se samo na desni, tudi na levi ignoranca tega, kar je ta služba delala. A je to vedno bilo tako ali se je to začelo premikati, ne vem, kot da teh ljudi pač res noben ne šljivi, no. Veš kako, ja pa ne. Gotovo lahko rečemo, da je pojavnost teh negativnih mnenj pravne službe Državnega zbora bolj pogosta. Ne, saj ni to pa že, negativno, ja. oni so tam zato, Ni- da povejo, kaj je narobe, ampak da jih noben ne šljivi, da ko oni nekaj reče, to ni, ja, v redu. Tako, ne, zakon je v drugem branju. Ljubljeni vodja je rekel, da nekaj sprememb vseeno bo, pri čemer sicer po mojem ni mislil samo na te spremembe oziroma kritike, ki so prišle iz pravne službe Državnega zbora, pač pa tudi na kritike, ki so prišle iz fiskalnega sveta. Ta isti svet, ki je imel toliko zapovedati, veliko krat upravičeno, o fiskalni politiki vlade Roberta Goloba, je zdaj rekel, v redu, odkot pa vi mislite ta denar dobiti?
Ker dejstvo je, da če se nič ne spremeni na odhodkovni strani, bo ta za v narekovajih interventni zakon, ne dajmo mu reči zakon trojčka, naredil še dodatno milijardo luknje v slovenskih javnih financah. To pa je hujš kot sam to, da imaš ti previsoko javno porabo. Zdaj boš pa ti še odrezal še javne prihodke. Tako da ta del mislim, da bo bolj nujno rešiti in da če bodo, damo 10 evrov, naslovili ta del, bodo rešili tudi velik del pomislekov, ki jih je imela pravna služba. Ne? Zakaj? Ravno zato, ker so ukrepi, ki jih je treba izvesti zato, da je ta zakon izvedljiv, niso interventni, ampak jih je treba narediti sistemsko za spremembo osnovne zakonodaje. Tisto, kar je najbolj problematično pri celi zgodbi in je tudi posledica, so pa vsa ta negativna mnenja, je ta omnibus pristop, ne? Da ti z enim zakonom spreminjaš žnje drugih zakonov, pri čemer seveda ne veš točno, kaj se jih bo dotikalo, kaj so dotikali in kako bodo to potem bo naprej po sistemu vplivalo, zato ker je v Sloveniji ta hip mogoče 50 ljudi in večina od njih dela v državnem zboru, pa še neki na vladi, ne? Ki razumejo točno, kakšne bodo posledice po celem pravnem sistemu. Ne? Tako da pač to je amaterizem, ki mi je pa namen, seveda ravno to, kar je Antiša rekel, ne? Pohvaliti oziroma pomiriti njihovo lastno bazo. Ne? Ker kdo so volivci demokratov in deloma tudi Nove Slovenije, pač ti ljudje, ki naj bi potencialno največ imeli od sprememb tega, oziroma teh zakonskih sprememb. Bojim pa se, da bodo tudi oni v končni fazi razočarani. Zakaj? Zato, ker imajo še večji vpliv od majhnih podjetnikov, imajo velike firme. No, meni se te stvari zdijo kar slabe. Andraša, ste vi mogoče, ali pa če se spomniš, če ste pred časom, ali pa če še kaj bolj zelo frišnega. Zdaj, volitve so nekako dale eni strani 43 plus 5, eni 40, v vsakem primeru precej razdeljeno. A imaš kakšne podatke, kako frustrirani ali pa smo ljudje zaradi vse te razdeljenosti? Ker prej smo šli v eno smer, leva koalicija, zdaj čist desna, folk očitno hoče nekaj vmes, na barikadah enkrat eni, enkrat drugi, meni se zdi, da se ta razkol sam veča. A je opaziti v vaših raziskavah, če ste kaj v tej smeri delali? Ne, ali pa če je karkoli, da bi se dalo okoli tega povedati. Prav nič. Ni. Nažal, ne moram postreči z kakšno empirijo v tej smeri. Edina stvar, ki smo mi na koncu naredili, je bila raziskava, tista, ko sem že večkrat omenil postpola, ko smo šli preverjati, kako so dejansko ljudje volili, pa potem analize, ki z tega sledijo. Tle bi lahko sam dodal tisto interpretacijo, ki sem jaz, mogoče sem jo tu podal ali ne, da je res veliko vprašanje razumevanja rezultatov volitev. Če noben od teh dveh blokov, se pravi tako imenovani desno-sredinski, tako imenovani levo-sredinski, ni dobil večine, potem nihče od teh ne more reči, da je dobil mandat za sestavo nove vlade. In tudi ne moramo reči, seveda, da je ta mandat dobil Zoran Stevanović, ker je pa pač seveda stranka, ki je dobila najmanj glasov do vseh, ki so v parlamentu, pa ima predsednika državnega zbora. Ampak da je tle sporočilo dovolj jasno, zmeniti se morate, da kakršnokoli siljenje v eno ali pa drugo smer bo nujno pripeljalo do dodatne razklanosti. Imam pa en zanimiv indikator, tega sicer še nismo objavili, in sicer ta naš znameniti špegel, kot mu lokalno rečemo, ogledalo Slovenije, ki si ga nismo upali delati v času pred volitvami, ker je bilo pač izjemno specifično okolje takrat. In smo počakali do konca volitev in par dni čez in smo ga potem izvedli. In rezultat, ki smo dobili, je bil do te mere presenetljiv, da smo čez 14 dni raziskavo ponovili. Ko so se stvari že malo izkristalizirale. Se pravi, tista prva meritev je bila pred Stevanovićem, ta druga je bila pa po Stevanoviću. Zdaj, ta prva meritev je kazala na neverjeten skok v rasti, skok v zaupanju ali pa znižanju nezaupanja oziroma zmanjšanju nezaupanja v praktično vse institucije. In smo se tu razlagali kot, zdaj končno imajo ljudje, so rekli, zdaj pa fino, kampanje je konec, tiste je bilo res malo, zadnji teden je bil res brutalen. Mer imamo, super je, noben je dobil večine, vsak je bil lahko zadovoljen na nek način.
Levi so rekli, premagali smo Janšo, ne, desni so rekli, imamo več glasov kot levi, vmes so bili pa resnica, koliko smo jih dobro zajebali. Ne, in noben ni mogel biti res prvi žogo nesrečen in je to se odrazilo v zelo pozitivnem premiku. Ne. Zdaj, po izvolitvi Stevanovića se je ta euforija malo umirila. Ne, ampak jaz sem iz tega razbral točno to, kar si ti zdaj vprašala. Ne. A je to, kaj je ta želja in kaj bo potem, ko bomo dobili eno ali drugo vlado, je verjetno ravno to. Ne. Nekaj, kar bi povezalo ta dva bloka, ne, bi vodilo v nek mir. Ne. Vsaka vlada, ki bo vlekla v eno ali drugo smer za neko podporo resnice od zunaj, bo pa dodatno razklala javnost in napetosti bodo še večje in družbeni razkol bo še večji in stvari se pač po mojem mnenju ne more dobro končati, pa če so na meni še tako dobri. Skratka, kar slabo. Zdaj pa, ker vidim, da nas čas preganja, ne? Vsaj dva že trkata. Jaz se bom pridružil trkanju. Dobro, samo omemba Urška Klakočar Zupančič je med tem, ko se nismo slišali, izstopila iz Gibanja Svobode, omenja se jo kot možno kandidatko mogoče za županjo Ljubljane in na dan objave te epizode naj bi tudi zvedeli, ali se bo ponovno v tekmo spustil aktualni že 5., 6. mandat Zoran Janković. In to me pa pripelje, ni druge, še par stvari imam, ampak politbizarka. Aljaž, ti imaš rezultate? Ja, res je, rezultate imam, samo da jih odprem. Mimogrede, Urška Klakočar Zupančič po mojem ne bo kandidirala za županjo, ker bi lahko kandidirala za predsednico države drugo leto. Čistko, kot kost, ki jo navržem. Kar se pa tiče bizark, pa medtem, ko se tole odpira. No, čakaj, ti odpira, jaz pa vprašam to, kar prejšnjič nismo razrešili, ker ni bilo Antiše. Namreč predlog enega od poslušalcev je bil, bo kmalu sestavljena nova vlada, da bi lahko odmrznili tiste, ki imajo prepoved. Zdaj 2 sta na tej listi, en je Janša, en je Hojs, ki sta sicer doživljenjsko izključena, ampak ajde hiter posvet. Antiša, mislim, da smo mi ostali nekako bili, da dajmo odprt, res nova priložnost, ne? Ampak kaj meniš, Antiša? Se pridružujem do trenutka, ko si bomo spet lahko rekli. Kar zna biti dosti hitro, ne? Če bi njih, sej, ne. Tako da se pridružujem tej pobudi oziroma se strinjam, da se Janez Janša in Aleš Hojs odmrzneta. En predlog bi klele samo v obravnavo še dala, odmrzniti, ampak ker sta toliko dobra, bi mogla ona dva pa 2 imeti. Tako da, ko njiju predlagam, morata 2 njuni biti. Ne, jaz samo mislim, da enkrat se lahko kandidirata, ne? Ampak da ta drugič, tako, da je ta izpust pogojni. Vsaj Janša bi moral imeti s tem dosti izkušenj. Evo, na pogojnem izpustu, zahvaljujoč Gogotu DJ, do nadaljnega. Evo, vaše zmage na prejšnji rundi, Aljaž? Ja, torej, od spodaj navzgor, Nataša, tvoji lovci na medije so zasedli, so dobili bronasto medaljo, čestitam. Okay. Med tremi tekmujočimi. Andraž, sprenevedanje na desni glede koalicije se je v določenih forumih zelo dobro odrezalo, še posebej na Instagramu, ampak kljub samo je bil pogrom nad dr. Samom Muhanom overall zmagovalec z nekaj več kot absolutno večino glasov. Sem zmagal v tokratni ediciji bizarke. Hvala lepa. Pa hiter povej, kaj imaš v naslednji rundi. No, jaz ga bom spet kandidiral, ker očitno še en, ki čaka na suspens, je Janez Cigler Kralj, ki zdaj bo že v 3 tednih, že drugič ga bom predlagal za to veliko čast za politbizarko. Namreč po novem se je odločil, da zdaj pa, potem ko NSI se v prejšnjem mandatu drv ni dala, ne, zdaj pa svinjine ne bo dala. Zdaj se namreč skandalizirajo se nad mnenjem, kaj že je zagovornika za enakih možnosti. Hvala lepa, to, ker je Miha Lobnik, ne, zagovornik za enake možnosti, da morajo izobraževalne ustanove, konkretno vrtci, poskrbeti tudi za verske specifike oziroma svetovno-nazorske specifike glede prehrane. Ne? Konkretno gre tukaj za nesvinjinsko ponudbo
za pripadnike muslimanske veroizpovedi ali oziroma njihove otroke. Ne? In skratka, Janez je potem pribil na Twitterju: v Sloveniji predelamo in priredimo ter na to jemo zelo kvalitetno raznoliko hrano. Tudi meso, tudi rdeče meso, ker smo del krščanskega sveta, brezmesne obroke uživamo predvsem ob petkih, eventualno tudi ob sredah. O svinjini v slovenskih šolah ne bomo dopustili razprave. Zdaj, če odmislimo vabilo na pivo, ne, Janez, jaz jem brezmesno takrat, ko čem, boli me kurac, kaj ti misliš, ti jej takrat, ko ti misliš, da boš brezmesno jedel, vsem ostalim pa pust, da bojo jedli tako, kot oni čijo. Ja, zdaj, če dovolite, bi jaz nadaljevala, ker smo že pri svinjah. Jaz sem sicer najprej mislila, da bi kandidirala župana Jankovića, ki ga je skrbel za volivce Demokratov in Resnice. Ampak se mi zdi, da se mi je dosti bizarno zdelo to z prometno nesrečo na Primorki, ko so svinjske polovice ustavile promet. In prelaganje krivde in postopki. Torej, tovornjak hladilnika, gospod, ki je vozil po Primorki od Razdrtega proti Postojni, je pač pri eni delovni zapori prišlo do nesreče, tovornjak se je prekucnil. Svinjske polovice so tam ležale dosti dolg, da so mogli najti inšpektorja, pa prelaganje, a je Dars dosti hiter bil tam, pa da bi svinjske polovice iz hladilnika dali, pa da bi lahko začeli reševati. V glavnem, bogi ljudje, za malo je manjkalo, pa bi skoraj jaz bila tam v tej čakalni vrsti, so 12 ur čakali, da se je zadeva sprostila. Tako da svinjske polovičke so moja politbizarka. Antiša? A bi se lahko jaz tukaj umešal, ker bi se deloma navezal na tole. Moja bizarka je pa štetje kavčev v državnem zboru. Zakaj se navezuje tudi na tole, ker si ravnokar omenil, oziroma predvsem na Aljaževo, zato ker mislim, da je tisto, kar je Aljaž omenjal, in to štetje kavčev, da so to ene take dimne bombice, ki si jih meče, zato da se ne gleda na to, kako se medtem, ko se ne sestavlja vlada sestavlja in kaj se kanijo v svojih koalicijskih zavezah zapisati. No, zadeva pa se bizarna, proper bizarna sama po sebi. Skratka, za tiste, ki so spregledali v državnem zboru, se ne vem, kdo že spomnil in so šli prešteti, koliko kavčev ima posamezna poslanska skupina v parlamentu, in prišli ven z rezultatom, ki je, da ima teh kavčev, glede na število poslancev, z naskokom največ Levica, kar je seveda marsikdo s kančkom ironije in hudomušnosti pospremil za seveda, se so kavč levičarji, a ne, kako pak. Druga stvar, ki je pa zanimiva pri tem, to moram povedati, da sem pa iz zanesljivih neuradnih virov izvedel, kdo je zaslužen za tako veliko število kavčev v poslanski skupini Levica. No. Tle pa še ena ironija posredi, namreč menda je precej tega naročil njihov bivši član in poslanec Tašner Vatovec, ki je na koncu ostal ne samo brez kavčev z razlogom množina, ampak tudi brez stolčka. Torej, štetje kavčev v državnem zboru je moja bizarka. Okay, hvala. Kavčner Vatovec. Matej Kavčner Vatovec. Ja, jaz bom pa ostal v državnem zboru, oziroma kot rad reče Zoran Stevanovič, v državnem zboru. Ne? Ja, in bi vendarle, mi smo v začetku oddaje sem omenil to bizarnost pravzaprav tega prepričanja, da si predsednik državnega zbora, ampak ti se še vedno razglašaš za nekoga, ki bo v opoziciji. Gospod Stevanovič, po mojem razumevanju politike in tudi po praksi zadnjih 35 let pri nas, pa mogoče tudi kakšne daljše prakse, ki je na zahodu, ne, kjer je demokracija bolj uveljavljena, to nekako ne gre skupaj. Predsednik državnega zbora je, kot sem rekel že prej, to je funkcija oblasti, in funkcija oblasti ne gre skupaj s samorazglašanjem, da si ti pa del opozicije. Tako da jaz zelo dvomim, da bo Resnica v državnem zboru igrala opozicijsko vlogo. Ne nazadnje je pa že Bruce Springsteen pred skoraj 50 leti v eni pesmi rekel, ne, they fit you with position and keys to your daddy's Cadillac. Ne. Skratka,
ko bojo začele uslugice in novci kapljati, ne, pa položaji pa tako naprej, ne, jaz mislim, da bo se ta opozicijsko prepričanje, da se bo zelo ohladilo. Lepe, močni kandidati. Prav, pa pojdimo še na zadnjih 30. Kaj ima kdo za deliti, povedati, izpostaviti, priporočiti? No, bom jaz, zato ker je v bistvu že zelo stara, ampak sem šele zdaj prišel do nje v preteklem tednu. Pa je pa verjetno tudi širše relevantna, ker je, mislim, da sem tudi v slovenskih krogih zaznal navdušenje nad knjigo Jonathana Haidta The Anxious Generation, v kateri više manje pač pove, da so družbena omrežja zlo in da je edini najboljše zdravilo to, da država izvede neko age verification, to, kar je zdaj recimo Evropska unija tudi nekaj poskušala in se dosti blamirala pri tem, ker so jim tako hehtnili. Skratka, pa tudi v teh prepovedih telefonov v šolah in tako dalje, mislim, da se je tudi na to knjigo sklicevalo. Skratka, gre pa za epizodo podcasta If Books Could Kill, ki je že 2 leti stara, link bomo priložili v show notes, kjer avtorja te epizode, podcasta, knjigo Anxious Generation razstavlja v prav faktorje, podkrepljeno z raziskavami in analizami, pokažeta, kje vse se avtor moti, tudi kadar se občasno spotakne v pravilno definicijo problema. Močno priporočam, ker zelo razmegli tudi vso to krčevito debato, kjer se mnogi grabijo za koralde, ne, in pravijo, won't someone think of the children, tudi glede družbenih medijev in telefonov. Skratka, If Books Could Kill, podcast v celoti je super, ta epizoda o knjigi Anxious Generation Jonathana Haidta pa toliko bolj. Poslušajte si jo. Antiša? Jaz bom pa v primerjavi s tem, kar je povedal Aljaž, totalno banalen. Ampak res totalno banalen. To zadnjih 30 sem imel že nekaj časa na zalogi, ko sem opazoval recimo odhajajočega predsednika vlade, ki je na ta srečanja, ki je kazal, kako po ulici hod, pa hodil z uno boršico, ki jo dobiš, ko kupaš računalnik, ki ti jo dajo zraven. Ne? In sem si rekel, a lahko prosim, investiraš par 100 evrov v neko spodobno boršo. No in zdaj bi to ponovil, ker gledam posnetke iz parlamentarnega predverja, ne, kako, lahko rečem, še novi poslanci hodijo na zasedanje in potem hodijo tam z unimi plastičnimi torbicami in plastičnimi nahrbtniki, kjer gor po možnosti so kakšni logoti iz kakšnih strokovnih konferenc, tiska dobiš, ki prevzameš za okol vratu, pa dobiš pa še eno boršico s kongresnim ali pa konferenčnim gradivom. Ne. Dejte, poskrbite za ta del lastnega imidža. No, vse obleke vam bojo že nasvetovali, kako se obleči in tako naprej, česa ne kombinirati. Za boršico dejte pa sami poskrbeti. O, ti elitistek. Popoln. Kar se enih par stvari tiče, sem snob, Andraž bo vedel, ne, in torbe nahrbtniki sodijo v to kategorijo. Tudi, ja. Cool. Andraž, dovoliš, da grem jaz? Izvoli. Jaz bi pa priporočila epizodo podcasta The Daily o političnem nasilju v ZDA, What Drives Political Violence in America. Ena tistih, ki jih je po mojem pomembno slišati tudi pri nas, ne zato, ker bi mi že bili tam, ne, ampak ker tisto od tam z nekaj letnim, mogoče pa še to ne zamikom, ponovadi pride k nam, epizoda o tem, zakaj politično nasilje ni več obrobni eksces, ampak posledica dolgotrajnega hujskanja, razčlovečanja nasprotnikov in predvsem normalizacije ideje, da je druga stran nevarnost, ki je treba ustaviti za vsako ceno. Priporočam poslušanje tudi zato, ker gre za zelo trezen opomnik, da se demokracije ne sesuje čez noč, ampak najprej malo pijemo, pol malo zaničujemo, pol malo ploskamo tistim, ki povejo na glas, ne, no pol pa nekega dne ugotovimo, da je nekdo to vzel dobesedno. Zato poslušati, ker res nismo daleč stran od tega in ker se to da ustaviti te norije. Izvoli. Ja, jaz bom pa zaključil z
Tako kot sem zaključil prvomajske praznike, ki smo jih danes spet v Vodu omenili, sicer sem jih zaključil s tem, da sem mojo drago pred časom presenetil s tem, da sem kupil ene karte za predstavo, ki je bila v nedeljo zvečer, preteklo nedeljo. Gre za predstavo Travesti Saše Velurja, drag performerja, ki je marsičem zelo poseben, ona in predstava kot taka. Zdaj priporočitev gleda ne morem, ker je pač bila v nedeljo in je bila to ena predstava in decid, razen če boste kaj šli po Evropi, ker je bila to v bistvu pa takoj po Dunajskem druga predstava, začetek evropske turneje in je teh predstav po Evropi še kar nekaj. Zakaj pa to izpostavljam? Gre za predstavo, ki prikazuje, mislim, pač je klasičen drag show, ki pa je mačken tudi konceptualiziran, malo bolj ne gre samo za zabavo, gre za to, da se prikazuje v bistvu usoda ljudi, ki so se s tem ukvarjali v zgodovini, kaj vse se je dogajalo skozi različna zgodovinska obdobja, kakšne vrste preganjanj so bili deležni in tako naprej. Zelo osebna, zelo čustvena predstava, dvakrat smo imeli standing O, imeli smo tudi tehnične težave, ki so se zelo ljubko rešile. Moram pa priznati, da sem pač se seznanil še malo bolj s tem delom kulture, umetnosti in sem bil odkrito ganjen. In mi je žal, da tega ne morete gledati še enkrat tisti, ki bi zdaj šli v Ljubljani. Kot rečeno, jih je pa še nekaj po Evropi. Ja, hvala lepa, da ste nas poslušali do konca. Če se je primerilo kaj takšnega, kar je bilo, kar vas ni pahnilo v najboljše razpoloženje, pa naj rečem pa brez zamere, ne? A jaz lahko na koncu izkoristim samo še to, da verjamem, da v imenu vseh nas štirih zaželim čim prejšnje okrevanje nekdanjemu predsedniku Borutu Pahorju po padcu s kolesom in morda je to, gospod predsednik, tudi prilika, da malo razjahate tole Instagram razvado.